Še enkrat lepo pozdravljeni. Tokrat začnemo z drugim programskim sklopom simpozija, kjer bo govora. Tokrat bomo predstavili 3 primere dobre prakse z področja razvoja tehnologij, ki slepim in slabovidnim omogočajo večjo dostopnost do določenih izdelkov in storitev, s tem pa tudi do večje samostojnosti. S prvim referatom se nam bo tokrat najprej predstavil Dušan Janković, ustanovitelj in direktor podjetja Diopta. Omenjeno podjetje se ukvarja s tehničnimi pripomočki in programsko opremo za slepe, slabovidne in dislektike. Gospod Dušan Janković ima bogate izkušnje z delom s slepimi in slabovidnimi, saj vrsto let sodeluje z njihovimi reprezentativnimi organizacijami v Sloveniji in tujini. Velik poudarek je namenjen individualni podpori uporabniku, tokrat pa bo spregovoril o razvoju tehnologije Daisy in digitalni zvočni knjigi. Izvolite. Hvala. Lepo pozdravljeni, me veseli, da se vas je udeležilo v tako velikem številu. In sicer danes, kot rečeno, vam bom povedal nekaj več o Daisyju oziroma digitalni zvočni knjigi, ki jo je uvedla ta nova knjižnica slepih in slabovidnih v svoje dejavnosti. Najprej eno kratko predstavitev. Kot že rečeno, preko 20 let se že ukvarjamo z tehničnimi pripomočki in programsko opremo. Ne samo prodajo, trženje, izobraževanje ljudi in pa predvsem svetovanje v zadnjem času. Sodelujemo z Zvezo društev slepih in slabovidnih, lokalnimi društvi slepih in slabovidnih, Zavod za slepo slabovidno mladino, Očesna klinika Ljubljana in Maribor, ki se ukvarjajo z slepimi in slabovidnimi. Velik poudarek je pa tudi na sodelovanju z osnovnimi, srednjimi šolami, fakultetami in pa tudi opremljanju slepih in slabovidnih ljudi, kar se tiče delovnega mesta. Zato, ker če so se že izšolali, je potrebno tudi zaposliti oziroma koristno uporabiti. Tole je kratka vsebina in gremo kar naprej. Kaj je Daisy? Daisy je tehnični standard za digitalno zvočno knjigo. Je sklop strojne in programske opreme, na eni strani za izdelavo, na drugi strani za predvajanje teh zvočnih knjig. Daisy digitalna zvočna knjiga bralcu omogoča enostavno uporabo in pa polno uporabo vseh elementov knjige. Elementi knjige so pa, kot sami veste, recimo strani, poglavja, slike, opombe in podobne zadeve, vse, kar najdemo v tiskani knjigi. Kako se je začelo? Začelo se je z švedskim TPB-jem oziroma knjižnica za slepe slabovidne, nekje v letu 1988. Potem leta 1994 je bil nekje napravljen prvi prototip te elektronske knjige. Leta 1996 se je ustanovil Daisy konzorcij, kamor je bilo vključenih 6 knjižnic za slepe in za slabovidne, tako švedska knjižnica, Royal Institute for the Blind v Veliki Britaniji, nizozemska, danska, japonska knjižnica, pa še ena. Danes je 19 polnopravnih članic konzorcija Daisy in pa 38 pridruženih članic ter 22 prijateljic oziroma razvijalcev strojne opreme in pa tudi programske opreme. Zveza društev slepih in slabovidnih se je priključila Daisy konzorciju leta 2013. Daisy standard. Poznamo 2 standarda, Daisy 2.02, ta je najbolj pogosto uporabljen. Standard, zato ker je tudi recimo najstarejši, uporablja pa predvsem HTML jezik, poleg zvočne datoteke. Zvočni zapis je komprimiran MP3, komprimirana MP3 datoteka, zraven so pa še Smile pa Smile datoteke, ki omogoča navigacijo. Daisy 3 je novejši standard, ki je potrjen tudi strani ameriškega združenja
Nacionalnega inštituta za standardizacijo. Je idealen za DAISY knjige s celotnim besedilom, se pravi posneta knjiga s celotnim besedilom, in pa možnost ima ta DAISY 3 tudi vnašanja multimedijskih vsebin v samo knjigo. Vrste DAISY knjig. DAISY knjige so zvočni zapis in delno besedilo, zvočni zapis in celotno besedilo in pa samo besedilo. Kaj to pomeni zvočni zapis in delno besedilo? Če si enostavno predstavljate tako, kot zgleda nek zapis glasbe na nekem CD-ju oziroma katerem koli drugem digitalnem mediju, kjer imate to delno besedilo samo kot naslov. Vse ostalo se ne vidi. Se pravi, besedila se ne vidi. Zvočni zapis in celotno besedilo pa pomeni tako, da imate poleg zvočnega zapisa, se pravi, nekdo je knjigo prebral, se pravi, knjiga je posneta, tudi celotno besedilo, se pravi, kombinacija zvoka in besedila. Samo besedilo pa pomeni čisto enostavno besedilo, ki ga vidite na zaslonu, če urejate to besedilo, naj si bo to v Wordu ali pa v beležnici ali nekem podobnem urejevalniku besedila. Tako besedilo se pa potem prebere z vgrajeno govorno sintezo. Primeri za DAISY knjige so leposlovje, kot najbolj pogosto je uporabljeno. Ne? Pri leposlovju ne potrebujemo kakšne posebne strukture v zadaj. Pomembno je, da so oštevilčena recimo poglavja, da bi bila oštevilčena strani, ni tako pomembno. Učbeniki, izredno primeren način zapisa je DAISY za učbenike, zato ker v učbeniku lahko, kot že omenjeno, vstavite vse elemente knjige. Od avtorja, naslova knjige, kolofona, kazala, poglavja, oštevilčena poglavja, notri so lahko, kot smo rekli, slike, opisi slik, diagrami, opombe in podobne zadeve. Vse, kar si lahko v tiskani knjigi zamislite, to se da tudi v DAISY-ju narediti. In zakaj za učbenike? Zato, ker z ustreznim aparatom oziroma programsko opremo se lahko enostavno pomikate po tej strukturi, ki je vzadej. Če imamo na primer nek učbenik, pa recimo v razredu so recimo videči učenci, pa kakšen slep oziroma slaboviden. Učiteljica reče, na primer, odprite učbenik na strani 33, začne videči listati, pa išče številko 33. Uporabnik DAISY-ja enostavno vpiše, pojdi na stran, pritisne številko 33, lojtro, in je že na strani 33. Ali pojdi na poglavje, poglavje 5, odtipka, pojdi na poglavje, pritisne številko 5, lojtra, in skoči na poglavje številka 5. Potem videl sem že, da so v DAISY-ju TV in radijski spored, dokaj enostavna zadeva, in v DAISY-ju se da to čudovito narediti. Zelo enostavno in hitro in pa efektno. In pa tukaj so tudi zvočni časopisi, to, kar tudi knjižnica slepih slabovidnih izdaja, in je tudi en zelo lep primerek tega DAISY knjige. Prednosti DAISY-ja. Predvsem je prednost v boljši kvaliteti zvoka, v primerjavi z analognim zapisom, kot je bil včasih na magnetofonskih trakovih oziroma na kasetah, zato ker je digitalni zvok. Potem je prenosljivost, je ena velika prednost. DAISY knjigo lahko uporabite na mediju, kot je CD, kot je DVD, USB ključi, spominske kartice ali pa da se distribuira preko spleta. Enostavna in hitra navigacija po vseh elementih, to je tisto, kar sem že omenil prej pri učbenikih, in pa enostavna uporaba za šolarje in te študente, ker na hitro poišče po določenem elementu. Tukaj zraven sem napisal, sem dodal eno zvezdico, pogoj, da se pomikamo po vseh teh elementih, je to, da založnik knjigo tako naredi. Če založnik ne bo
opremil knjigo z vsemi temi elementi, potem tudi aparat, ki to omogoča, ne bo mogoče. A ne? Ampak kot vem, v knjižnici bo zdaj nekaj učbenikov naredili, tako da bo en lep primer. Uporabniki DAISY knjig so osebe, ki zaradi različnih razlogov ne morejo brati običajnega tiskanega gradiva, naj si bojo to slepi ali slabovidni, potem so tukaj osebe z disleksijo in pa recimo nekdo, ki zaradi fizičnih nezmožnosti ne more držati knjigo v roki, kakšna mišična atrofija ali nekaj podobnega, enostavno aparat ima zraven sebe, zdaj če že to je, ponavadi da pritisne tipko predvaja oziroma da si poišče ustrezno knjigo, če ne mu to nekdo drug naredi in pa knjigo posluša. In pa uporabniki branja besedila v alternativnih oblikah. Alternativne oblike so povečan tisk, brajica in pa zvok, da se bo to MP3 ali DAISY. Izdelava. V podrobnosti ne bi šel, kako se to izdeluje. V knjižnici dobro vejo, kako se to taka DAISY knjiga izdeluje, predvsem z programsko opremo Publisher, ki omogoča izdelavo popolnih DAISY knjig oziroma full DAISY knjig. Za tiste malo manj vešče ali pa za kakšne druge prilagoditve se uporablja recimo programsko orodje Easy Converter. Easy Converter je enostavno orodje, s pomočjo katerega več ali manj vse elektronske datoteke lahko spremenite v alternativne oblike, med katerimi tudi DAISY. In sicer na enem koncu se označi oziroma izbere vir podatkov, naj si bo to Wordov dokument oziroma kakršnakoli druga datoteka v tekstovni obliki, lahko je tudi PDF dokument, lahko je to JPG slika, kjerkoli noter je besedilo, programska oprema potegne ven besedilo, potem pa vi samo določite, v kakšni obliki bi radi to v bistvu izhodna datoteka bila. In se pravi, ena od možnosti je tudi ta DAISY. Potem je pa še eno orodje, ki se mu reče Easy Producer. Easy Producer je pa čisto enostavna zadeva, nek vtičnik, ki se ga inštalira poleg Worda, se pravi, tako DAISY knjigo pa lahko naredi vsak izmed vas, ki obvlada Word. Se pravi, enostavno napiše besedilo, uredi sloge, z Easy Producerjem pa enostavno spremeni vse skupaj v DAISY. S tem, da treba je vedeti, da Easy Producer, s pomočjo Easy Producerja se izdeluje DAISY knjige, se pravi, ali samo besedilo, ali pa v zvoku z uporabo govorne sinteze. V govornih sintezah smo pa prej veliko slišali. To, kar sem prej povedal, so plačljiva orodja, obstaja nekaj brezplačnih orodij, in sicer Obi in Tobi, ki ga zagotavlja DAISY konzorcij, in pa vtičnik Save as DAISY, ki je pa tudi na spletni strani DAISY konzorcija dosegljiv, je pa podobna zadeva kot ta, ko sem rekel, Easy Producer. Zdaj, plačljiva orodja so predvsem od podjetja Dolphin, se pravi, kdo pa tele brezplačne izdeluje, pa ne bi vedel. Za predvajanje pa se uporablja strojni predvajalniki in pa programski oziroma softverski predvajalniki. Pri strojnih predvajalnikih ločimo take, rečemo, namizne, malo večje aparate. Kaj je poudarek pri teh aparatih? Da so tipke taktilne, se pravi različne barve, različne oblike in pa da imajo za sabo zvočni opis tipk. Se pravi, uporabnik, ne glede na to, kakšno ima izgubo videa, se lahko precej logično, oziroma na osnovi logične razporeditve tipk hitro in enostavno nauči to uporabljati. V pomoč jim je pa tudi ta zvočni opis tipka. Se pravi, na posamezno tipko, ko pritisneš, ti sporoči, katera funkcija je.
Potem uporabljajo različne medije. Osnovni aparat uporablja za medij CD. Obstajata pa še dve izvedenki tega aparata. Ena je multimedijski, ki uporablja poleg CD-ja tudi SD spominske kartice in USB ključe. In pa tudi najnovejši teleaparati, ki so pa preko brezžičnega omrežja povezljivi na internet. Kaj je pomembno pri teh aparatih? In sicer to, da ne predvajajo samo DAISY zvočnih knjig, predvajajo vse datoteke. Se pravi, od klasičnih zvočnih datotek, se pravi nek CD z glasbo ali s čemerkoli drugim posneto, predvaja MP3 datoteke in predvaja DAISY knjige. Poleg tega pa multimedijski aparati predvajajo tudi podcaste, predvajajo besedilne datoteke, zato ker imajo noter vgrajeno govorno sintezo aparati. In pa te aparati, ki so povezljivi z internetom, imajo tudi dostop do radijskih postaj, spletnih radijskih postaj in pa do specializiranih spletnih knjižnic. To kot so recimo Bookshare, NLS, BART in podobne zadeve. Zdaj večina tega dela predvsem za ameriško tržišče, ampak Bookshare je pa dostopen tudi tukaj. Pa Gutenberg ne smemo pozabiti, ki je tudi brezplačen. Zdaj, razlikujejo se te aparati tudi malo naven, za tisti, ki vidite tle gor na zaslon. Ena izvedenka ima 4 tipke, ta druga jih ima 12. 4 tipke omogočajo osnovno navigacijo po DAISY knjigah, 12 pa tisto, kar sem prej omenjal. 12 tipk pomeni telefonska številčnica, številka od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nič, zvezdica in pa lojtra. In s tem potem upravljate iskanje po knjigah. Kaj je še pomembno pri DAISY-ju? To, da lahko ustavljate zaznamek. S pomočjo tazga aparata v DAISY knjigo lahko ustavite zaznamek. To izgleda približno tako, kot videč, ko študira neko knjigo, nekaj pomembnega, si počrta, nekako si označi. Uporabnik DAISY-ja pa enostavno pritisne začetek zaznamka in konec zaznamka. In teh zaznamkov je lahko, mislim, da je 9999. To, ki gre v notranji spomin. In kaj s temi zaznamki? Te zaznamki ostanejo za določeno knjigo, ne glede na to, koliko se CD-ji oziroma kakršenkoli drug medij izmenjava, vedno za tisto knjigo. Se pravi, če imamo danes recimo neko knjigo, pa si naredim 30 zaznamkov, pa dam še vmes eno drugo knjigo, pa malo glasbe poslušam, pa spet nekaj drugega. In naslednjič, ko dam tisto prvo knjigo noter, vsi te zaznamki bojo ostali. Še ena pomembna zadeva pri teh predvajalnikih, predvsem teh, ki uporabljajo CD-je, starejši mi velikokrat postavijo vprašanje, ja, kaj pa recimo, ko neham brati, kje bom pa naslednji začel? Pri recimo klasičnih CD predvajalnikih se to zgodi, da vas knjiga ne počaka tam, ko ste nehali brati, da morate spet ali je eno poglavje ali pa kakorkoli prej, oziroma tisto, ki ste že poslušali delno, pa še enkrat poslušati ali pa na naslednjo poglavje, pa ste nekaj spustili. Pri teh predvajalnikih je to, da DAISY knjigo, ne glede na to, a jo date ven, oziroma kolikor knjig date vmes noter in ko spet naslednjič ustavite to knjigo, vam začne predvajati tam, kjer ste nazadnje nehali. Če pa poslušate MP3 knjige, vas pa počaka knjiga na istem položaju, kjer ste nehali brati, ampak ne smete dati CD-ja ven, ker je spet velika prednost. Se pravi, da človek ne išče, kje je nehal brati, oziroma kaj je še spustil. Potem, prenosni strojni predvajalnik omogoča vse to, kar sem do zdaj omenil. Prednost tega je, ker je precej majhen. Zdaj včasih, tako bi rekel, pred 10 leti bi rekel, da je to večji od prenosnega telefona, danes bi pa rekel, da je to manjši od prenosnega telefona.
Včasih smo tekmovali, kdo bo imel manjšega, ne? Danes tekmujem, kdo bo imel večjega, ne? Tako da taj pa da je glih kontra. V glavnem, ta aparat uporablja za medij SD spominske kartice in USB ključ. Poleg tistih funkcij, ko sem vam prej rekel, ima možnost povezljivosti z spletom, se pravi na internet, dostop do radijskih postaj, dostop do podcastov, dostop do Wikipedije, dostop do Wikivira in drugih spletnih knjižnic in pa aparat ima tudi funkcijo diktafona, kar je tudi izredno pomembno. Do zdaj, oziroma tako slepi in slabovidni veliko uporabljajo diktafone, pa je imel recimo diktafon, pa še telefon, pa ne vem kaj še vse. Tukaj ima pa v bistvu lahko diktafon in predvajalnik zvočnih knjig z vsemi temi funkcijami v enem aparatu. Ja, dosti bo to, da ne bomo predolgi. Za predvajanje DAISY zvočnih knjig se uporabljajo tudi programski predvajalniki, se pravi programska oprema, ki je nameščena na računalnik. Zdaj ponavadi gre to za programsko opremo, ki je namenjena predvsem Microsoftu, oziroma Windowsem. In kaj je največja značilnost oziroma največji poudarek tega programskega predvajalnika? To, da istočasno, ko vi vidite, ko vi poslušate knjigo, lahko vidite tudi tekst poleg na zaslonu. Gre tukaj za slabovidne in pa za dislektike. Slepim to ne pride toliko upošteva. In za dislektike itak vemo, da besedilo, ki ga vidijo in slišijo hkrati, si več oziroma lažje zapomnejo. Zato je to pomembno. Poleg tega je pa možnost tudi vrsta nastavitev, ki olajšajo in slepim in dislektikom to branje. To bom pa na naslednji slikci pokazal, da si boste lažje predstavljali. In sicer še to bi omenil, da te programski predvajalniki podpirajo veliko število različnih formatov e-knjig. Ni tukaj samo DAISY kot tak, ampak so tudi kakšen EPUB, Mobi in podobne zadeve. In sicer tlele na zaslonu je slika in primer ene knjige. In sicer glavno okno, vidite, da so v knjigi in slike in besedilo. To okno lahko upravljamo, recimo ljudje z degeneracijo makule boljše vidijo, če imajo črne črke na beli podlagi. Dočim je kakšna retinitis pigmentoza ali glaukom, je glih obratno, se pravi črna podlaga pa bele črke. In to se da tukaj nastaviti, da bi nekdo lažje videl. Levo od tega je eno okno, kjer se točno vidi, kako je ta knjiga strukturirana, koliko nivojev ima. Nivo 1, se pravi poglavje, nivo 2, podpoglavje. Še bolj levo od tega imate pa vrsto nekih jezičkov, kjer se nastavljajo te različni parametri. In sicer, kaj imate? To, da v bistvu, da si označite zaznamke, potem, da iščete recimo po nekih ključnih besedah v tej knjigi, če je knjiga, ki ima v zadnji besedilo. Potem, da si označite, kot sem rekel, barvo ozadja, barvo črk, lahko izbirate fonte, se pravi različne oblike, ker vemo, da recimo dislektiki lažje berajo sans serif, se pravi pisavo brez jezičkov, slabovidni pa z jezički oziroma z repki. Lahko upravljate glasove in izbirate jezike. Glasovi govorne sinteze oziroma različni jeziki te govorne sinteze. In sicer vse te funkcije se da upravljati tako z miško kot z bližnjičnimi tipkami. Na naslednji sliki je pa enak predvajalnik, programski predvajalnik DAISY, ampak reče se mu Easy Reader Express. To je pa taka varianta, kjer založnik zapakira predvajalnik že v knjigo. To pomeni, da recimo uporabnik ni potrebno, da si na svoj računalnik namesti
programski predvajalnik, ker je že v knjigi. Uno prvo varianto si pa more svojo licenco namestiti na računalnika. Ne. Tukaj se pa vidi, da je pa precej manj funkcija, ne. Predvsem se da nastaviti barvo ozadja in pa barvo črka, ne, pa povečavo. Normalno, to je pa osnovna funkcija. Daisy zvočne knjige je možno predvajati tudi na teh sodobnih aparatih, tako z operacijskim sistemom, ki ga proizvaja Apple kot Android. Ne. Se pravi, tudi tukaj je možno Daisy knjigo predvajati. Zdaj, kvaliteta je pa različna. To boste pa verjetno sami malo sprobavali. Tukaj bi pa predstavil še eno, ko bi rekel, en hibrid, eno posebnost, in sicer od podjetja Humanware. Reče se mu Classmate. To je Daisy predvajalnik, ki je namenjen predvsem dislektikom. In sicer predvaja vse Daisy knjige, a ne? Tako, da se pravi, lahko predvaja tiste, ki so posnete, in pa predvaja tudi tiste, ki so v tekstovni obliki, zato ker ima noter vgrajeno govorno sintezo. Majhen zaslon spredaj, na sredini tega aparata, kjer lahko delno povečujete črke. Bistveno je pa to, da tisto besedilo, ki ga trenutno bere, se posebej označi, je posebej označeno. Ne? Lahko se označi recimo, da lahko se naredi izbira, da označi samo besedo, samo stavek ali pa recimo odstavek. In če je besedilna knjiga, oziroma če je knjiga samo besedilo, je možno izvesti tudi črkovanje. A ne? Tako da. Kot vsi ostali aparati predvaja pa tudi druge datoteke, a ne? MP3, Wave datoteke in podobne zadeve. In to je na hitro vse. Če bo kaj še hotel, bomo še probali pol. Hvala.